Srečanja. Srečanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Smo v mesecu, pravzaprav v dneh, ko se bližajo sveti dnevi, dnevi vseh svetih, dnevi, ko se spominjamo tudi naših rajnih, naših pokojnih. Zato bomo današnjo oddajo Srečanja posvetili tistim, ki pravzaprav ljudi v zadnjem obdobju življenja spremljajo in pogledali malo, kaj je pomembno v tem zadnjem obdobju, kaj storiti, kako se pripraviti na to zadnje obdobje življenja že danes, kako graditi odnose, ki bodo ostali potem tudi v večnosti. Objavili bomo nekaj posnetkov s posveta, ki ga je pripravila Slovenska Karitas, in sicer na temo sodelovanja med različnimi deležniki paliativne in hospic oskrbe v Sloveniji. Najprej vas vabim, da prisluhnemo družinski zdravnici iz Kranja Simoni Kos, ki bo spregovorila o tem, kako poteka delo družinskega zdravnika na terenu, kakšni so načini in meje moči pri delu z umirajočimi. Mislim, da si vsi želimo imamo eno tako sanjsko zgodbo umiranja, ko bomo zboleli, bomo prišli na dom, bomo nekako obkroženi svojci in bomo v miru umrli. V praksi pa ni vedno tako. Na to vpliva res zelo veliko dejavnikov. Kar se zdravnikov tiče, bom rekla, da v prvi vrsti je zelo dobro, če se v to smer izobrazimo. Medicina se razvija in vedno več je novosti. Mislim, da v sklopu Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo so kar zelo kvalitetna predavanja. Tudi drugo je Palias društvo, ki nam zagotavlja mogoče pridobivanje nekih praktičnih veščin na terenu. Ampak še vseeno se mi zdi, paliativnih bolnikov je kar nekaj, še vseeno pa določenih postopkov ne izvajamo redno. In nismo toliko zlovešči. In v bistvu v tem primeru, bom rekla, smo tudi mi včasih v stiski, ko pridemo na teren. Sama imam ultrazvok prenosen, ampak tega nimajo vsi zdravniki. Tako da tudi ne moramo čisto vseh postopkov na domu delati. In to znanje ni samo znanje. Bom rekla, 15 let nazaj, ko sem začela, nisem bila čisto zelena. In ko sem začela dežurati, je bilo zelo težko. Ko so me poklicali na teren, sem šla z eno tako kepo v sebi in sem se spraševala, a bom vešč, a bom kos temu, čeprav imam tak priimek, nisem bila kos vsemu. Drug in največji problem, ki ga vidim, je čas. Čas je veliko večja valuta kot evri. In ta čas je včasih tako boleče, en tak boleč dejavnik. Zdaj, v času, ko imamo družinski zdravniki dvojne ambulante, v času dopustov, bom rekla, moj rekord, na katerega nisem ponosna, je 134 obravnav v enem dnevu. In v tem primeru bom rekla, da teže se ukvarjam z enim paliativnim bolnikom in s komunikacijo s svojci, kar rabijo zelo veliko skrbe. Jaz zelo rada, ko pacienta vključim v paliativno oskrbo, naredim en družinski sestank. Na ta družinski sestank povabim čisto vse svojce. Bom rekla, da zelo rada vidim velike družine, zaradi tega, ker se ponavadi ta skrb za svojca razdeli, da se lahko med sabo dogovorijo, kdo bo v ponedeljek prišel, ko bo mama lahko šla recimo še na sprehod, da bo malo zadihala. Ne smemo pozabiti na te glavne oskrbovalce, da nam ne izgorijo. In v tem primeru, ko povabim na družinski sestanek vse svojce, sem vesela, da se lahko pogovorimo odkrito. Tukaj je zelo veliko enih strahov, enih slabih izkušenj. Medicina je zelo napredovala in bom rekla, neke izkušnje, ki jih imajo svojci izpred 30 let, ko je doma umiral oče in bil v neki agoniji, moramo mi tudi o tem se pogovoriti. Zelo velikokrat vidim, da ti strahovi ljudi bremzajo, da ti strahovi svojce nekako porivajo v to, da bolnika bi radi dali od sebe, zaradi tega, ker jih je strah, da ne bojo zmogli. In mi je prav, da se o teh stvarih pogovorimo. Zelo pametno se mi zdi, da povem, da bi mi bilo dobro komunicirati z eno osebo. Namreč na začetku, ko tega nisem naredila, se je dogajalo, da so me klicali vsake pol ure eden od svojcev. In družinski zdravnik se res trudi paliativnim bolnikom, vsaj zase lahko govorim, nuditi pomoč čim prej, ko se pojavi problem. In ti pacienti imajo, moja sestra v ambulanti ve, da imajo prednost, da med dvema bolnikoma se z njim pogovorim, kaj je tista težava.
In res se mi zdi to zelo pomembno, da določimo tistega, s katerim se bomo v družini pogovarjali. In da ta pacient, ta svojec, enkrat na dan, če se slišimo, recimo v zadnjih dneh življenja, da ima pripravljena vprašanja, da se pripravi, da si na listek napiše tudi moja navodila. Včasih dajo na zvočnik, zaradi tega, ker več ušes več sliši. In ta del se mi zdi tudi zelo pomemben. Imamo pa mi, družinski zdravniki, tudi eno veliko omejitev. Jaz sem v ambulanti 8 ur, v bistvu realno 8 do 10 ur vsak dan, 5 dni na teden. In poslabšanja so klasično za vikend ali pa takrat, ko me ni. In je fajn, da bolnika že poučimo oziroma svojce poučimo, kaj narediti v poslabšanjih, da jih opremo z zdravili. In predvsem, da naredimo tudi en paliativen načrt, to je en zapis, ki ga predamo tudi dežurni službi, ker takrat, ko bo prišla stiska, takrat se bojo obračali na dežurno ambulanto. Tam velikokrat delajo tudi specializanti, ki so v bistvu tako zeleni, kot sem bila jaz pred 15 leti, in je to popolnoma normalno, ker ne vejo, kaj narediti, pošljejo v bolnišnico in takrat preprečujejo temu bolniku, da bi v miru umrl doma. Zdaj, premajhno število zdravnikov najbrž že veste, da je v Sloveniji, in z tega stališča bom rekla, da bodite veseli, če imate zdravnika. Mogoče malo v šali, malo zares, premalo nas je. In potem ta količina bolnikov, ki jih imamo, je včasih res težko se posvetimo. Tukaj smo velikokrat slišali, da so pogrešali komunikacijo. Vsi iščejo odgovore, vsi so v eni stiski in seveda skušamo biti na voljo. Enim bolj, enim manj. Zelo pomemben se mi zdi predvsem ta odnos, ki ga imamo mi z bolniki, da skušamo to nekako čim bolj zagotavljati, to oskrbo. Ta naš odnos gradimo že s prvo angino, ki jih spoznamo, in je veliko lažje pacienta spoznati. Na tem družinskem sestanku, ki ga imamo, mi je fajn tudi to, da bolnik izrazi svoje želje in predvsem, da jih slišijo tudi svojci. V naši Sloveniji je ta paliativa res mogoče, ta paliativna oskrba včasih malo tabuizirana. Ko jaz predlagam, mislim, da bi bilo prav, da bolnika vključimo v paliativno oskrbo, velikokrat svojci rečejo, ne, se ni pa še tako hudo, ker mislijo, da je to samo takrat tik preden bo umrl, ali pa da ne, se ni rakov. So tudi druge bolezni, nevrološke, neozdravljive bolezni, potem kardialni bolniki, recimo srčno popuščanje, KOPB, kronična obstruktivna pljučna bolezen, veliko je teh diagnoz, ki jih lahko že zelo zgodnja vključitev v paliativno oskrbo v bistvu podaljša kvaliteto življenja in tudi dolžino življenja, dokazano. In se mi zdi prav, da o tem tudi spregovorimo. Eno je ta bolnikova osebnost, ki ima mogoče tudi on svoje strahove, svoje vrednote, in prav je, da te njegove motive, zakaj še živeti, kaj bi rad še zaključil, da jih čim prej spoznamo in mu to tudi omogočimo. Da ga poučimo, da lahko pride neka oseba na dom in mu omogoči, recimo, da izrazi svojo voljo, kar se tiče, ne vem, prepisa imetja ali pa kaj takega, ker to jih lahko zelo, zelo, zelo bremeni. Bolniki imajo pač različen rehabilitacijski potencial, različen lahko sprejemajo neke stvari, ki se jim dogajajo. Je pa fajn, da se lahko z zdravnikom to pogovorijo. Zdaj danes govorim samo s strani zdravnika, ampak se moramo zavedati, da vsi bomo enkrat bolniki, vsi bomo umrli in da različno ljudje nekako se spoprijemajo s to smrtjo. Ko enkrat nekoga izgubimo v bližini, je to pač tisto ta prvo nas prizadene. Večkrat, ko se srečamo s tem, nismo imuni. Se mi zdi prav, da se vsak vpraša, kako si želi umreti, da so taki pogovori tudi v družinah. Ena zadeva, ki mi je včasih kar veliko breme, je, bom rekla, ta socialni status, sploh recimo, ko so delovna populacija, svojci, je velikokrat problem, da ne morejo zagotavljati oskrbe neprekinjeno. In to je velikokrat kar velika težava. Imamo pa tudi ljudi, ki pa nimajo svojcev. Kaj bomo pa z njimi? Nekateri svojci ne zmorejo, recimo, ne vem, gospa ki so se zelo močno roke tresle, kako bo ona dajala morfinske kapljice? Včasih so take težave, bom rekla, čist videti enostavne, pa v bistvu nas lahko zelo obremenijo. Ogromno je še drugih težav, ki jih srečujemo na terenu. Moram pa reči, da je zelo veliko vredne so recimo patronažne sestre, tako kot ste tudi že omenjali.
Njim v bistvu napišemo delovni nalog in tudi ne napišemo samo odvzem krvi, samo, ne vem, neke merjenje nečesa, ampak jim napišemo prav paliativna obravnava in to zajema vse. In tukaj je zelo velikokrat se slišimo tudi izven delovnega časa, a ne, zaradi tega, ker nam ni vseeno. Zdravniki vseeno sprejemamo svoj poklic ne samo kot tistih 8 ur, ampak kot eno poslanstvo in skušamo res pomagati. Je pa včasih res težko, ker je veliko stvari. Mogoče ta komunikacija med nivoji je kar lahko problem. Zdravniki družinske medicine vidimo neke izvide, recimo v nekem centralnem registru podatkov, ponavadi so tam noter odpustnice. Pogrešamo pa mogoče to, da bi klinični specialisti včasih že malo prej rekli, ja, zdravljenje je zaključeno, ko mi pa vidimo, da pacient slabi in imamo občutek, da v to smer ne vemo, kako bo to sploh zmogel prejemati terapijo. Tako da z tega vidika nam je včasih zelo problem. Eno težav pa vidim tudi v tem, a ne, da mi ne vemo vsega. Vemo en majhen košček, kaj se bo dogajalo. Pacienti, predvsem pa svojci, velikokrat pa rečejo, koliko dni še imam. In tukaj ne vemo točno, lahko nekako malo predvidevamo, ampak ta predvidevanja so zelo nehvaležna in jih tudi zelo neradi povemo. Se mi pa zdi tako, da jaz zelo rada hitro povem, dajte nekako razrešiti odnose. Ti odnosi so na koncu, se mi zdi, ena taka stvar, ki je lahko zelo veliko breme, če niso razrešeni. Poiskati čim prej besede hvala, oprosti, rad te imam, dovolim ti iti. To so težke teme in jih je včasih težko začenjati in včasih sem jaz prva, ki začne sploh povezovati družino, da se začnejo pogovarjati, da se pogovorijo, kako bi nekdo rad bil pokopan. Ker če bo to sin začel, ga je strah, da bo oče mislil, da je že odpisan ali pa da ga nima rad. Ja, ne? In to so take, mogoče na videz se sam pogovarjajo, ampak je prav, da se pogovarjamo. In s tem, ko mi nudimo svojim staršem neko celostno oskrbo v obdobju cele bolezni in tudi umiranja, kot prvo mi raje žalujemo, kot drugo pa to tudi učimo svoje otroke in to podajamo naprej in to je tudi v naši potem kulturi. Oddajo Srečanja smo danes posvetili zadnjemu obdobju življenja in pa spremljanju ljudi v zadnjem obdobju življenja. Zdaj vas vabim, da skupaj prisluhnemo razmišljanju patronažne sestre Mateje Medveš Rončel iz Ljubljane, ki nam bo spregovorila, kakšno je delo patronažne sestre pri terenskem delu in oskrbi umirajočega. In seveda o stikih, ki jih ima tudi s svojci in drugimi na terenu. Pozdravljeni še v mojem imenu. Patronažne medicinske sestre izvajamo zdravstvene storitve na domu in skrbimo za zdravje celotne družine, od rojstva pa do smrti. Začnemo v bistvu že z obiskom nosečnice, pred rojstvom in družino lahko obiščemo tudi po smrti, se pravi v obdobju žalovanja. Ta dva dogodka, rojstvo in smrt, sta si na prvi pogled bolj podobna, kot pa včasih mislimo. Z nami se sreča družina, ko domov sprejme novega družinskega člana, novorojenčka in družina, ki se poslavlja od umirajočega. V Sloveniji nas je nekaj čez 900 diplomiranih patronažnih medicinskih sester. Smo del primarnega zdravstvenega varstva in delujemo znotraj zdravstvenih domov ali pa kot zasebnice s koncesijo. Za patronažno zdravstveno varstvo je značilno delo na terenu, na nekem geografsko omejenem območju, kar pomeni, da ima prav vsak, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tudi zanj zadolženo, da rečemo, svojo patronažno medicinsko sestro, kar predstavlja pomembno mrežo oziroma izhodišče tudi za paliativno oskrbo. S svojim delovanjem torej pokrivamo vsa mesta, vasi do najbolj oddaljenega zaselka in hiše. In prav zaradi tega načina in mesta delovanja, to se pravi med ljudmi, v njihovem vsakdanu, je patronažno varstvo prepoznano kot tisti del zdravstvenega sistema, ki najhitreje zazna družbene spremembe
in se nanje lahko tudi hitro, učinkovito in strokovno odzove. Tako smo patronažne medicinske sestre običajno prve, ki po odpustu pacienta iz bolnišnice pridemo na dom, če je ta bolnik nepokriten, v družino in ocenimo njegove potrebe, zdravstveno stanje in se povežemo z izbranim osebnim zdravnikom. Na delovni nalog ali pa na klic pacienta ali pa njegovih svojcev se glede na potrebe odzovemo že znotraj 24 ur, največkrat isti dan, ko dobimo klic. Kljub kadrovski stiski, to smo slišali, da so itak povsod, ampak jaz ne bom danes o kadrovskih stiskah. Ko vstopamo v družino, nemalokrat postanemo kar del nje in z bolniki in svojci spletemo trdno vez zaupanja. Tako kot je v predstavljeni zgodbi opisal sin umirajočega očeta, patronažna medicinska sestra je poleg zdravstvenega dela vedno opravila še prijazen pogovor, mu kaj pojasnila. Enako lepo je komunicirala z mamo, kateri je v nekem trenutku povedala, da se oče poslavlja. Za vzpostavitev takega zaupanja je potrebno veliko pogovora, časa, ki si ga vzamemo za človeka. Naš namen z našimi obiski in našim delom je čim dlje ohraniti pacientov običajni način skrbi zase, s poudarkom na stvareh, ki so njemu osebno pomembne, ki so zanj edinstvene in tako pripomorejo k ohranjanju njegove osebnosti in integritete. Kako pa lahko varovanci oziroma na splošno ljudje dostopajo do nas? Lahko osebno ali pa po telefonu v času uradnih ur, v javnem zavodu je to običajno med 7 pa 9 uro zjutraj, lahko po elektronski pošti, po navadni pošti, organizirana imamo pa tudi dežurstva, popoldan, sobote, nedelje, praznike, takrat smo dosegljivi na dežurni telefon. Obiske opravljamo na podlagi izdanega delovnega naloga s strani osebnega zdravnika, lahko pa tudi bolnišnica oziroma specialist v bolnišnici izda delovni nalog in zdravnik na njem opredeli storitve, kot je že zdravnica povedala, na primer, preveza, ranoskrba, katetra ali pa tudi paliativna oskrba. Opravljamo pa tudi preventivne obiske starejših ljudi in kroničnih bolnikov, za katere delovni nalog ni potreben. Na ta način družino nemalokrat spoznamo že pred nastopom bolezni oziroma pred poslabšanjem le-te in potem je veliko lažje nekoga obravnavati tudi v paliativni oskrbi, če že poznamo njegovo življenjsko zgodbo. Po priporočilih državnega programa paliativne oskrbe naj bi se ta začela izvajati že zgodaj, ob postavitvi diagnoze, to obdobje je obdobje zgodnje paliativne oskrbe in na ta način bi tudi pripomogli k detabuizaciji umiranja, smrti pa tudi paliativne oskrbe. Paliativna oskrba, kot smo danes že slišali, nikakor ne pomeni, da je zdravljenje zaključeno, da bo bolnik kmalu umrl. Zdravnik, specialist ali pa izbrani osebni zdravnik opredeli oziroma začne paliativno oskrbo pri bolniku in njegovi družini. Tukaj vidim priložnost za družinski sestanek, ki ga je že tudi dr. Kosova omenila. Res dober družinski sestanek oziroma sploh opravljen družinski sestanek pomeni dober temeljni kamen za kakovostno paliativno oskrbo. Družinski sestanek je namenjen pripravi načrta in pogovoru, tako kot smo slišali, zdravstvenega osebja z bolnikom in njegovimi pomembnimi bližnjimi, o bolezni, o željah, o možnostih, o kraju oskrbe na koncu življenja, o vrednotah, stiskah, bremenih, ki jih bolezen prinaša. Na ta način zberemo skupaj vse vključene v oskrbo bolnika. S tem se pomembno zmanjša stres za vse, tudi za zdravstvene delavce, ker dobiti vsi enake informacije je res pomemben začetek, da gremo lahko potem lažje, bolj kvalitetno naprej. Vodja tima osnovne paliativne oskrbe je osebni zdravnik, se pravi je tim osnovne paliativne oskrbe pa tim specialistične paliativne oskrbe. In prav osebni zdravnik pozna tega bolnika običajno že veliko pred nastopom bolezni, kot je rekla dr. Kosova, že da rečemo od prve angine naprej. In tudi v pravicah umirajočih je omenjeno, da ima bolnik v času neozdravljive bolezni in umiranja pravico, da ga spremljajo osebe, ki jih pozna in ki jim zaupa. Bolnik pove, katere njemu pomembne bližnje povabimo na ta družinski sestanek. Ta se lahko izvede v bolnišnici že pred odpustom,
takoj ob postavitvi diagnoze, lahko v ambulanti osebnega zdravnika, če lahko bolnik pride tja, ali pa na bolnikovem domu. Posebno pozornost namenimo tudi pripravi prostora, da nas noben ne moti, recimo. Vloga patronažne medicinske sestre je v timu osnovne paliativne oskrbe pomembna, ker družino običajno že pozna in s tem pripomore k videnju celotne družinske problematike. Deluje tudi kot neka zagovornica bolnika, da tako rečem, ker je večkrat mogoče tudi glas bolnika, če se bolnik kaj ne upa reči pa izraziti, lahko mogoče to namesto njega pove medicinska sestra ali pa v besedi. Osebni zdravnik in patronažna medicinska sestra sta na terenu ves čas obravnave umirajočega bolnika res povezana in sodelujeta in tako kot je spet že zdravnica rekla, tudi izven delovnega časa se velikokrat slišimo in pomagamo pri oskrbi. Osnovni namen družinskega sestanka in paliativne oskrbe je torej izboljšati kvaliteto življenja posameznika in cele njegove družine. Sama sem bila v času svojega dela že 20 let na terenu prisotna samo pri 2 družinskih sestankih. Eden od njih je bil tudi na pediatrični kliniki, ker patronažne medicinske sestre nimamo v obravnavi samo odraslih ali pa starejših, ki umirajo, ampak tudi otroci umirajo, ne. Zbrali smo se tako starši novorojene deklice z obliko genske bolezni, za katero se je že v času nosečnosti pričakovalo, da bo deklica verjetno umrla, ali pa zaradi težkih okvar, težke prizadetosti vitalnih organov zelo kmalu po rojstvu. Vendar je potem deklica doma živela še več kot 1 leto in sem jo jaz kot strokovnjakinja edina obiskovala na domu, imeli so pa tudi seveda redne kontrole in preglede na pediatrični kliniki. Na tem sestanku smo se zbrali res strokovnjaki vseh strok, vsi specialisti, ki so bili vključeni v obravnavo te deklice, smo se zbrali, jaz kot patronažna medicinska sestra in tudi izbrana pediatrinja, tudi njena izbrana pediatrinja. Kako je potekal ta sestanek? Najprej je vodja tima paliativne oskrbe na pediatrični kliniki predstavila zgodbo, potek bolezni te deklice in potem sta imela najprej starša priložnost, da sta vprašala, najprej da sta povedala tudi onadva svoj vidik te zgodbe, da sta karkoli tudi vprašala vse strokovnjake zraven in je bil to res en tak odkrit, konstruktiven pogovor in vsi smo se strinjali, da želimo deklici in družini do konca omogočiti čim bolj normalno življenje, predvsem pa deklici življenje brez nepotrebnega trpljenja in ob tem poskrbeti tudi za družino, ki je imela deklica tudi več sorojencev. Pogovarjali smo se tudi o kraju, kjer bi starša želela, da bi deklica preživela zadnje dni in ure in takrat sta bila o tem še deljenih mnenj. Mama je želela, da bi bilo to doma, oče pa da v bolnišnici, kjer bi deklici lahko po potrebi še kaj več pomagali, ker bi bili tam prisotni zdravstveni delavci. Ves čas obravnave nam je bila prek telefona na kliniki, pa tudi privat, spet, da omenim, na voljo zdravnica pediatričnega paliativnega tima, za vsako težavo, za vse, kar smo imeli, kar se je porajalo sproti, kakšna vprašanja, stiske, problemi. Deklica je potem umrla v bolnišnici, kamor je bila ravno takrat sprejeta zaradi preiskav. Res mi je bilo lepo, pa hkrati tudi težko hoditi v to družino, biti del njih od prvega dneva, ko so prinesli deklico domov, ko je običajno vesel trenutek za celo družino in mi je bilo že tako res težko iti, ampak ko vidiš, kako sta bila ta starša nekako pripravljena na to, če si lahko na to pripravljen, kako so oni kot družina ob tej deklici vseeno znali najti tiste lepe trenutke in dejansko so živeli vsak dan, vsak trenutek v hvaležnosti, da so bili lahko še s to deklico, ne. V smernicah razvoja paliativne oskrbe je zapisano, da 80% paliativne oskrbe naj bi se dogajalo v primarnem zdravstvenem varstvu. Menim, da je v Sloveniji zelo dobro razvito in organizirano patronažno varstvo in s tem tudi paliativna oskrba, ki jo izvajamo, ker imamo v obravnavi večinoma bolnike, ki imajo kronično neozdravljivo bolezen, ki je običajno, ko jih mi obiskujemo, že napredujoča in ima v krajšem obdobju tudi več poslabšanj. Nimamo pa vseh storitev opredeljenih kot paliativna oskrba, saj sta, kot smo že slišali, paliativna oskrba in umiranje in vse, kar je povezano s tem, med splošno javnostjo, pa tudi med strokovno javnostjo, še vedno kar precej tabu tema. In te delovni nalogi za paliativno oskrbo se pišejo bolj poredko.
čeprav moram reči, da v tem obdobju, ko sem jaz ko to delam, jih je že veliko več, kot jih je bilo. Skupaj z izbranim osebnim zdravnikom, torej patronažne medicinske sestre, predstavljamo pomemben člen tima osnovne paliativne oskrbe. Poleg nas so pa člani tima še poleg zdravnika, ki je vodja, še medicinska sestra v ambulanti izbranega osebnega zdravnika, negovalke, magister farmacije, psiholog, izvajalec duhovne oskrbe, socialni delavec in klinični psiholog. Tako je zapisano v državnem programu paliativne oskrbe. Žal so taki timski pristopi v našem prostoru zaenkrat še zelo redki. V pomoč timu osnovne paliativne oskrbe pa so timi specialistične paliativne oskrbe, ki jih lahko vključimo v obravnavo v bolj zahtevnih situacijah, saj so člani teh timov s področja paliativne oskrbe vsi dodatno izobraženi. Zdaj pa kakšna je mogoče konkretno vloga patronažne medicinske sestre v družini s hudo bolnim oziroma umirajočim. Ob obisku se z bolnikom pa bližnjimi pogovorimo, pregledamo dokumentacijo, pregledamo tudi oziroma pogledamo skupaj z njimi okolje, v katerem bolnik biva, pomagamo vzpostaviti komunikacijo med bolnikom in bližnjimi, ker zelo velikokrat je tako, da je ta komunikacija kar nekako v krču, da rečem zabremzana, vsak na svojemu bregu. Bolnik, ki je pač bolan, ki pride domov s tako diagnozo, ve, v kakšnem stanju je, ampak se ne upa na glas spregovoriti s svojci z različnih razlogov. Največkrat je to strah, da bi jih prizadel, spet z druge strani otroci ali pa vnuki ali pa mož ali pa žena ne upajo z njim nič govoriti, ker se spet bojijo, da bi ga prizadeli, in velikokrat smo mi ali pa največkrat smo mi tisti, ki v bistvu, tako kot je zdravnica rekla, prvi začnemo konkretno spraševati, konkretno govoriti in jim s tem damo možnost, da se začnejo pogovarjati. Opazujemo in spremljamo moteče simptome in tudi njihovo obravnavo v sklopu naših kompetenc, koordiniramo to komunikacijo oziroma zdravnikom pa strokovnjaki drugih strok, opravljamo storitve, kot so preveze ran, oskrbe katetrov, in tudi ta preveza rane nikoli ni, sploh pa pri takih bolnikih ne, samo preveza rane. Ob prevezi rane, če tako rečem, poteka mnogo več. Opazuješ človeka, kakšen je, kako se počuti, začneš pogovor lahko, ne vem, mogoče ne pri prvi, pri drugi, mogoče pri tretji, ko boš najbolj mislil, danes se pa že noče nič pogovarjati, je bolj čudne volje, pa bo takrat začel pogovor, pa je zelo dragoceno, da si takrat res znamo vzeti čas in se z njim pogovarjati o teh življenjsko res pomembnih temah. Svetujemo in tudi glede ravnanja z zdravili in njihovo aplikacijo, ter spremljamo učinkovanje ter eventualne stranske učinke. Tukaj lahko omenjam, tako kot je bilo že v zgodbah omenjeno, še vedno ta strah pred morfijem, ko dobijo pa morfij, bodo pa kar umrli, in potem to pojasnjevanje, v kolikor jim tudi zdravnik že ne pojasni, največkrat pa itak jim zdravnik pojasni, ampak rabijo to slišati večkrat. Informiramo tudi glede možnosti pomoči, oskrbe na domu in možnosti uporabe tehničnih pripomočkov. Nekaj smo že slišali danes o svojcih in neformalnih oskrbovalcih, kot rečemo. Ta vloga svojcev in teh oskrbovalcev je res velika. Bom rekla, nenadomestljiva na tak način, kot to oni naredijo, in pomembna, ampak nikoli in ne brez naše strokovne podpore, pa konec koncev tudi te finančne podpore, mogoče tudi ta vidik zelo pomemben. Splošna javnost in ljudje z neozdravljivimi smrtnimi bolezni bi bili paliativne oskrbe najraje deležni doma. Če temu ni tako, prek pogovora pogosto ugotovimo, da so razlog za to neke travme, mogoče dejansko kako je kdo umiral v preteklosti, neka pripovedovanja, kako so ljudje težko umirali, neki strahovi, se pravi neke tudi slabe izkušnje. Predvsem pa tukaj prideta v ospredje strah in skrb, da bi bližnje preveč obremenili. Zaradi izgorelosti bližnjih pogosto kljub želji, da bi umrli doma, na koncu bolniki pogosto umrejo v bolnišnici. Zato menim, da bi svojcem in neformalnim oskrbovalcem morali nuditi veliko več podpore, kot jo trenutno lahko nudimo.
Pomembna vloga patronažne medicinske sestre je tudi zdravstveno vzgojno delo s svojci in tudi z bolniki. Na začetku čisto konkretno rabijo veliko informacij o negi, kako lajšati bolečino, kako nahraniti bolnega, kako ga umiti, kako mu ga preobleči, mu zamenjati posteljnino takrat, ko leži na postelji in ga pač ne moreš postaviti v pokončni položaj, da jim to konkretno pokažemo. Biti ob njih, ko doživljajo stisko, ki se pojavi, ko umirajoči odklanja hrano in se takrat predvsem žene počutijo, zdaj pa še jesti noče več, pa toliko sem mu dobro skuhala, prav glih tisto, kar ima on najrajši in res mogoče glih to pri tem hranjenju se toliko velikokrat ustavimo, ker hranjenje ni samo hranjenje, a ne. To res za družino ves čas, če pogledamo naše družine, pomeni, družina se dobi skupaj, čez hrano dajemo v bistvu mi in žena daje možu in otrokom in si dajemo med sabo čas, si dajemo ljubezen, naklonjenost in zdaj, če noče jesti moje hrane, ne mara me, a ne, in v bistvu jim razložiti, da zdaj namesto hrane lahko še mnogo dajo svojemu umirajočemu, svojemu bližnjemu, že s tem, da so zraven, da ga pobožajo, da predvsem s to njihovo prisotnostjo, a ne. Učimo jih tudi prepoznavanja simptomov v času umiranja, ukrepanja ob njih, na katere znake morajo biti pozorni, kdaj vzpostaviti kontakt s patronažno zdravnikom, kdaj klicati dežurnega zdravnika. In tukaj spet vidimo, kako pomemben je ta dober načrt paliativne oskrbe. Ta res v veliki primeri, če imamo to, a ne, to pomeni, tako kot je zdravnica prej rekla, da bi imeli res vse napisano, ker rabijo imeti napisano ali pa rabimo imeti napisano, ker v tistem čustvenem stanju, ko si, se niti slučajno ne boš spomnil, kako je že rekel zdravnik, kdaj je rekel, da lahko damo to zdravilo, katero zdravilo ob kakšnih težavah. Če imamo pa napisan in imamo, ne vem, točno tabelico, kdaj smo dali kakšno zdravilo in točno vemo, kdaj ga moramo dati, je pa vsem nam in zdravstvenim delavcem in bolnikom in svojcem veliko lažje, a ne. Se pravi, ta res dober načrt pripomore k zmanjšanju klicev, zmanjšanju obravnav v urgentnih centrih, zmanjšanju sprejetij v bolnišnico. Skrb za umirajočega predstavlja za svojce velik izziv. Običajno večina ni izobražena na tem področju. In tukaj mogoče poudarim še enkrat pomen izobraževanja splošne javnosti o paliativni oskrbi, a ne. Vsaka informacija, ko jo prej dobiš, je res dobrodošla. Drugače pa sam poslušaš, kako ti nekdo govori in gre itak mimo tebe, ker pol stvari ne slišiš, ker si v taki stiski. Se pravi, skrb za bolnega in občutek nemoči lahko res vodi do čustvenih težav, stisk in to neugodno vpliva tudi na zdravje svojcev oziroma neformalnih oskrbovalcev. Zato jih pogosto tudi strokovna literatura imenuje sekundarni bolniki. In tle vidimo še enkrat pomen, koliko res poleg bolnika rabijo našo pomoč pa podporo tudi svojci, a ne. Da poskrbijo za poleg potreb bolnega tudi zase in za svoje potrebe in da si vzamejo čas zase brez občutkov krivde, a ne, čeprav to je itak lažje reči kot narediti, ampak včasih pa rabijo samo našo v bistvu potrditev, naše dovoljenje, da tako rečem, da lahko to naredijo, a ne. Svojce tudi pripravimo, kolikor je to sploh seveda mogoče, na smrt ljubljene osebe, a ne. Poudarim mogoče kdaj, da smrt ni nič strašnega, tako, da je pa zelo nekaj žalostnega, a ne, tako. In to mogoče odpre en spet drug pogled, a ne. Ni se mi treba tako bati, da bi bilo zdaj grozno, smo pa žalostni. Biti žalosten, jokati je pa okej, a ne, to pač moramo, a ne, dati svoje čustva ven, ker nam je pol lažje in to delamo kot ljudje, kot čuteča bitja, a ne. Naše oskrbe naj bi bili svojci deležni tudi v času žalovanja. Tukaj smo še pa daleč v zdravstvu. Bolniki in njihovi bližnji povejo, ki jih obiskujemo, povejo, da zelo cenijo naše delo, pripravljenost, da jih poslušamo, da aktivno spremljamo njihovo bolezen, počutje, da cenijo našo dostopnost, da si vzamemo čas zanje in da k njim pristopamo celostno. Celostni pristop pomeni, da jih vidimo kot fizično telo z bolečino, slabostjo, z ranami, s težavami s hranjenjem, kot osebo s čustvi, ki jih je strah, ki so obupani, ki so žalostni,
kot socialno bitje v vlogi očeta, mame, osamljenega v slabih ali pa dobrih odnosih znotraj družine in tudi kot duhovno bitje, ki se sprašuje o smislu trpljenja, obstoja, bolezni in ki išče tisto nekaj več, tisto nekaj več, nekaj presežnega, kar jim na koncu pomaga iti čez to trpljenje in s tem odkrivajo vire moči znotraj sebe in upajo do konca. In mi smo tam z njimi, da jim pomagamo v vseh teh čustvih in občutkih. Slišali smo nekaj dragocenih izkušenj, tako patronažne sestre kot zdravnice in videli, kako pomembni so odnosi v zadnjem obdobju življenja. In prav o tem je spregovorila zakonska in družinska terapevtka, tudi socialna delavka, doktorica Tatjana Rožič. Prisluhnimo njenemu razmišljanju. Dober dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Mislim, da so moje predhodnice že tako lep mozaik stkale, da jaz dodam sam še en majhen konček. Jaz se bom bolj osredotočila na ta vidik psihosocialne skrbi oziroma psihoterapevtski vidik, ko se srečujemo s procesom umiranja in izgube svojih bližnjih, svojih dragih. Kot čisto navadna ženska mama in hči in sestra in še en kup drugih stvari, se recimo, pa tudi seveda kot predavateljica, pa zlasti kot družinska terapevtka, kjer delam na študijsko-raziskovalnem centru za družino, se pogosto srečujem s situacijami, ko je ljudem težko in doživljajo eno bolečino ob izgubi svojega bližnjega. Še pogosteje pa se zdi, da bolj kot sama izguba bližnjega, ki je bila mogoče na en način zaradi bolezni ali starosti pričakovana, se zdi večja bolečina izgube priložnosti za stik, ki mogoče temu človeku nikoli ni bila dana, ali si zanjo ni znal vzeti časa, si ni upal izreči, ni upal prositi. Tako da bi se v tem prispevku osredotočila zlasti na to, kaj lahko vsi mi naredimo še v času, ko smo živi, ko smo tukaj, in bomo iz tega vidika pomembnosti teh vezi, ki jih pletemo drug z drugim, osvetlili ta zadnji naš del. Zakaj nam je pravzaprav tako težko, ko izgubimo nekoga bližnjega? Včasih nas se dotakne smrt tudi nekoga, ki ga morda nismo nikoli poznali, pa slišimo po televiziji kakšno tako ali kjerkoli že za eno izgubo in se nas dotakne. Ampak mi zelo globoko verjamemo v to, da tiste vezi, ki so nevidne in ostanejo za vedno, so vezi navezanosti. In ko izgubimo nekoga, ki nam je ljub, ki nam je blizu, je tako, kot da bi izgubili en delček sebe. Prej imamo eno tako lepo sestavljenko zloženo, na en način bi radi, da ostanemo zavedno skupaj, tako kot da bi zamrznil čas in da bi bili tam vsi ljubi ob nas, a ne? Ampak to se žal ne more zgoditi. Se bo, upajmo, v enem drugem svetu, kjer bomo skupaj v enem gnezdu, zdaj se pa soočamo z izgubami. In vsaka taka izguba v bistvu zatrese ta občutek varnosti in vsak od nas začne razviti na strategije, kako naj s to izgubo živi. Izgube so lahko v bistvu ta globina osamljenosti pa bolečine je taka zelo enkratna pa specifična, odvisna od tega, koga smo izgubili, a ne, kakšen vez navezanosti smo imeli. Fajn je tudi si reči, če nekdo ima izkušnjo, da je že, 10-20 let, ko je nekoga izgubil, pa ga še vedno boli. Normalno je, naravno je. Se sicer bolečina malo umakne, ker se toliko drugih aktualnih dogodkov nam zgodi v življenju, da je dobro, da gremo naprej, tudi mi, a ne? Ampak ta odnos navezanosti se nikoli ne prekine. In ta vez, kot smo rekli, nevidna in neskončna, se pomakne noter v naš svet in tega človeka nosimo s sabo. Zdaj, ko govorimo o tem, kaj prav, včasih rečemo, on je pa lepo umrl, ja, lepo se je poslovil. Strokovnjaki pravijo, da za lepo smrt v bistvu rabimo si vzeti čas že prej, preden se ta smrt zgodi. Zato je, bom rekla, čista milost, če svojih bližnjih ne zgubimo nenadno, recimo s kapjo ali pa v prometni nesreči. Ampak da imamo možnost se v miru posloviti od njega, in da imamo človeka ob sebi tudi, ki je še pri zavesti in lahko tudi svoje želje, voljo in tako naprej v besedi. Ampak če hočemo do te lepe smrti priti, je v bistvu treba, kot sem rekla, ustvariti priložnost.
si vzeti čas za pogovor o zadnjih željah. To je zelo pomembno, da smo ob ljudeh, ko se poslavljamo, ker potem dobimo res občutek tisti, ki ostanemo, da se je ena stvar zaključila, da je dopolnjeno, ne. To je pač tudi dobra popotnica za eno zdravo žalovanje, da nimamo pol enega podaljšanega ali pa zakompliciranega žalovanja, ko nekoga izgubimo. Najprej bi samo malo osvetlila, kaj so psihološki izzivi umirajočih. Tako, če jih strnemo, jih lahko damo v štiri točke. Eno je gotov strah pa tesnoba. Zdaj, raziskave kažejo, da ljudje bolj kot same smrti se bojijo tega, da bo bolelo, kako bo prišlo trpljenje, kako se bojo odzivali na vse skupaj. In ta tesnoba je povezana zlasti s to negotovostjo, ne? Kako bo z mano, ko bom izgubljal funkcionalnost in neodvisnost. Druga točka, včasih se po tej žalosti, ki je naravna, in seveda smo žalostni, dobro, da lahko čutimo žalost, je en lep proces, ampak ko se žalosti in tesnobi pridruži v bistvu klinična depresija, je zelo dobro, da to prepoznamo. Kot tisti, ki smo blizu, zdravstveni delavci gotovo znajo že prepoznati. In posebno pozornost je treba nameniti situacijam oziroma ljudem, ki imajo za sabo že izkušnjo depresije, obdobij depresije ali pa poskusov samomora. Ena stvar, o kateri več govorimo in smo jo tudi danes že omenili, je, kako umirajoči oziroma ta, ki se zaveda, da smrt neizogibno prihaja, v bistvu ne bi bil rad breme drugim. Vloge se zelo zamenjajo, ne. Ta mama, ki je za nas zmeraj skrbela, pa nam še skuhala kosilo, pa nas gostila, pa vnuke pazila, se naenkrat s to napredujočo boleznijo ali diagnozo v bistvu prelevi, ne bom rekla v otroka, ampak v nekoga, ki potrebuje našo pomoč in skrb. In ljudem, ki se tega še zelo dobro zavedajo, je težko glede tega. Ne bi bili radi v breme. Vse bi naredili, da se to na hitro konča, pa samo da ne bom povzročal finančnih obveznosti še, ali pa da ne bi hotel vznemirjati svojih bližnjih. Četrta stvar pa so družinski odnosi. Ko se ta diagnoza zgodi oziroma seveda prihaja smrt, se vloge v družini zelo zamenjajo. Tudi odgovornosti se pol morajo čisto razporediti, recimo sorojenci se zmenijo, kaj bo kdo prevzel. Kdo bo prevzel tiste stvari, za katere je skrbel umirajoči? Ne vem, če ste že slišali za en tak test, Richard Bach je napisal en tak, na eni strani piše: tukaj je test, s katerim ugotoviš, ali je tvoje poslanstvo na zemlji končano. Pa obrneš stran v knjigi, pa piše: če si živ, ni. In če govorimo o ljudeh, ki so že tudi, vejo, saj načelno vsi vemo, da bomo umrli, ampak ko zveš, da zdaj tvoj konc pa res prihaja, lahko še ogromno narediš. Ampak če preidem k temu, kar pravi stroka, ključno je, da človek, ki se poslavlja, načrtuje svojo pot ob koncu življenja. Pomeni, da dobi informacije, da se zanima, kako bo potekala njegova bolezen, kaj se bo z njim dogajalo, kaj bo potreboval in tako naprej. Pomembno je, da pove svoje želje, kot smo že prej slišali, kje si želi umreti, kako želi biti pokopan, katere stvari naj se pojejo pri maši, recimo, koga naj se povabi. Pomembno je, da pove svojo voljo, tudi glede tega, kar pogosto svojce razkolje. Recimo, ko v bolnišnici svojci izvejo, da se zna zgoditi, na primer, zastoj srca in se morajo potem svojci odločiti, ali bližnjega oživljati ali ne. In za bližnje je zelo težko živeti s to odločitvijo. Kdo izmed nas bi si upal reči: ne, ni ga treba oživljati. To so kar težka bremena in pol občutki krivde ali pa tega razkola, ki se lahko zgodi pol v družini, si ti hotel, naj ga ne oživljajo. In zato je izjemno dragoceno in pomembno, če zmore ta umirajoči reči, ali da želi, da se ga oživlja, ali pa da reče: ne, ni treba, dovolj lepo in dobro življenje je za mano, lahko se v miru poslovim. Tako bremena padejo bližnjim iz ramen dol. Naslednja stvar je pogovor s pomembnimi ljudmi. Ne se takrat zapirati, ne spati v tisto skušnjavo zaprtosti, dovolj sem sam sebi, ne bom se odprl nobenemu. Odprite se. Bodite s tistimi, ki jih imate radi. Nič ni narobe, če si zaželite, vem za zgodbo, ko si je gospa zaželela: jaz bi pa sam še enkrat šla rada na Bled. In so organizirali. In so jo peljali z vsemi tistimi cevkami in z vsem. Ampak pol je v miru zaspala.
Fajn je, da tudi tisti, ki tako čuti, da dobi pogovor z duhovnikom, spoved in tako naprej. Ena stvar pa je, da se soočajo s čustvi in da vedo, da je normalno in naravno, da greš čez celo paleto čustev. En dan si žalosten, potrt, obupan, drug dan si hvaležen, tretji dan te je strašno strah. Ključno v tem pa je, da se odpreš in da ne ostaneš sam. Da zmoreš v odnosih, ki jih imaš, tudi če ne z veliko besedami, lahko samo s pogledom pa z dotikom, v bistvu se ta čustva lahko zregulirajo in s tem tudi svojcem pol pomagaš oziroma svojim bližnjim, da lažje začnejo proces žalovanja. Ja, za svojce je tudi zelo težko in za bližnja, ne, ko čakajo, kdaj se bo ta prehod v večnost zgodil. Ogromno raziskav je že pokazalo o tem, kako se v bistvu, koliko so čustveno, telesno, socialno obremenjeni, koliko ene izčrpanosti pride, lahko motenj spanja, težav v duševnem zdravju, ne, takoj premalo spimo, skozi smo napeti, toliko je stresno. En zdrs v depresijo se lahko zgodi ali pa ene tesnobne motnje. V zadnjih letih se veliko govori tudi o tako imenovanem anticipirajočem žalovanju, se pravi, ko imamo človeka še ob sebi, pa že vemo, da ga bomo izgubili in smo že v procesu žalovanja. Že doživljamo izgubo, kot da ga ni več tam zraven, a ne, in je tudi to eno tako breme ali pa ena bolečina, no, za svojca. Ugotovili so, da se bližnji ene 3 vrste strategij razvijajo, kako se soočajo s temi informacijami. Zdaj vsak od nas lahko ima različne tipe v različnih trenutkih tistega časa razvije, lahko se pa včasih, vidim, tako malo porazdeli recimo med sorojence. Imamo nekoga, ki je zelo usmerjen v problem in poišče 16 drugih mnenj, 3 zdravnike zamenja, 6 bolnišnic in tako naprej. Problem je treba rešiti. Potem imamo nekoga, ki se osredotoča samo v čustva in začne žalovati, je veliko recimo staršev, joka, zbira fotografije. In imamo nekoga, ki mu je bližja strategija, da se v bistvu temu izogne in zanika, mogoče celo zdrsne v kakšno nefunkcionalno obliko vedenja, se začne, ne vem, tvegano uporabo alkohola in tako naprej. Pomembno je samo, da vemo, da vse te strategije, ne glede na to, katera je, govorijo o bolečini in stiski. In svojc ni zanalašč zoprn, pa včasih so, verjamem, da za zdravstvene delavce tudi svojci znamo biti naporni, pa ko 10. kličeš, pol si že, no končno, a ne, pa ne nam zameriti, tudi nam je težko včasih, a ne. Zelo pomembna stvar za svojce je, da zmorejo komunicirati. Boljša, kot je ta komunikacija takrat, verbalna ali neverbalna, boljše vpliva na počutje tako umirajočega kot tega bližnjega, tega svojca. In mogoče se mi zdi ena najbolj ključnih stvari, ki čaka svojce oziroma tiste, ki preživimo, da ohranimo upanje. Ker upanje je pa res en tak duhovni in psihosocialni vir, iz katerega lahko vsi črpamo. Ta, ki umira in mi, ki ostajamo. Dobila sem eno zelo lepo shemo, ki prikaže to valovanje upanja. Mi vemo, da upanje ni neravna črta in niti ne gre zmeri strmo sam navzgor. Ampak mi valujemo. Ne vem, prihajaš domov k staršu, pa vidiš, da slabi, da se simptomi slabšajo, pritožuje se, zdravnika ne dobiš, en kup stvari je takih težkih in gre počasno navzdol, a ne, nas skrbi. In potem recimo dobimo še diagnozo terminalne bolezni in vse skupaj zdrsne dol. In takrat je res težko, da ti reče, ti kar upaj. Težko upaš takrat, kaj je res težko. A ne, informacije so težke, stanje je težko. In izkazalo se je, da v teh trenutkih to krivuljo navzgor obrneta 2 stvari. Ena je, da imajo ljudje ob sebi nekoga, ki mu lahko zaupajo in se naslonijo na njega, in je ena opora. Druga stvar pa je, da svoje stiske, trpljenje in to ta obup položijo v ene večje, širše, višje roke. Zdaj seveda za kristjane je normalno, da se izročamo trpljenje Bogu, pa upamo, da bo v tem okvirju dobili eno tolažbo, ampak tudi neverujoči ljudje, vidim, dobijo, rečejo, glejte, to je vesolje, to je usoda, tako se je že prav obrnilo. Ko dobiš v sebi en mir, da stvari potekajo v pravo smer in da se odvija. In pol počasa, lahko se naše upanje začne počasi dvigovati. Tista spirala tam od spodaj gre navzgor skozi te korake. Ena zelo pomembna stvar je, da sprejmemo in naredimo, kar je potrebno. Sprejeti moramo sprejeti moramo dejstvo, da smo prišli do točke, kjer pač smo.
in da sprejmemo mogoče, da naš bližnji nam mogoče nikoli ne bo mogel reči oprosti, nikoli nam ne bo rekel hvala. To tiste izgube, o katerih sem jih prej govorila, to so neotipljive izgube. Ampak ene stvari moramo takrat prav sprejeti in narediti tisto, kar je potrebno, kolikor je v naši moči in kolikor je možno. Se mi zdi zelo pomembno, da se naučimo živeti s tem, da imamo mi svoje meje in da imajo tudi drugi meje. Ena taka modrost, ki nam pol pomaga v enem upanju naprej iti. Potem je ena stvar, da živimo tukaj in zdaj. A ne, ljudje, ko nas pretrese kakšna taka težka informacija, začnemo tako nehote katastrofizirati. Joj, kaj bo, pa vse se bo sesulo, pa kako bo pol to, kako bo ono, a ne. In se sam kopičijo strahovi. Dajmo živeti tukaj in zdaj. Zdaj smo tega in tega dne, to lahko naredimo, to lahko še danes naredim. Probati je treba ohraniti ta pozitiven pogled. Ampak to lahko naredimo prav prek te skrbi zase, a ne, ko vidiš, da ne moreš vsega narediti, ko si že prej izročil druge roke, pa zaupaš, ne vem, zdravstvenemu sistemu, zaupaš zdravniku in začneš tudi zase skrbeti, ker sicer svojec tudi nič dobrega ne naredi ali pa bližnji, če je čist pregorel zraven. In še ena stvar je pa za to ohranjanje upanja, da gre spirala navzgor, je oblikovanje lastne življenjske zgodbe. Tukaj pa smo lahko zelo podprti v tem, da s tem, s katerim se poslavljamo, naredimo nekaj, kar je samo najino. In bo ta zgodba ostala pol kot en biser, jaz rečem, za naprej. Ne vem, včasih, da prineseš v bolnišnico, ne vem, eno stvar, ki jo on tako zelo pogreša ali pa si želi. Čeprav ni čisto po pravilih. Ampak to je nekaj najnega, kar bova nesla sabo naprej. V ono stranstvo oziroma v to življenje naprej. Ali pa iti na en sprehod, ali pa kužka prinesti pokazati, ali pa skuhati nekaj, čeprav veš, da v resnici ne bi nič več rabil, ampak tako, to bo ostalo kot najina zgodba ob tem procesu poslavljanja, ki je edinstveno za vsakega človeka, od katerega se poslovimo posebej. In tako pravzaprav nam uspe malo tega upanja ohraniti in iti naprej tudi skozi to težko izgubo. Zdaj v stroki se uporablja tudi ta pojem zadnji pogovori. To niso samo tiste besede in pogovori točno pred tisto minuto, preden nekdo umre, ampak so pogovori, ki trajajo od trenutka, ko izvemo, da zdaj smrt prihaja, neizbežno in se bo zgodila, do trenutka smrti. In v tem času ogromno stvari še lahko izrečemo ali pa naredimo. Tematika je pa nekako razdeljena na te točke. Ena je ljubezen, ki si jo lahko izkažemo ali pa povemo. Včasih samo z stiskom roke, z objemom, nekoga pokrižamo, pokrijemo, ogromno s tem naredimo. Jaz pa spodbujam ljudi, ne vem, je malo tipično za Slovenijo ali za naše generacije. Jaz verjamem, da je ogromno ljudi, starih, dajmo reči 50 in več, ni še nikoli v življenju slišalo od svojih staršev: rad te imam, ponosna sem nate, koliko smo ti hvaležni. In zdaj so še trenutki v teh zadnjih pogovorih, si kaj takega še lahko izrečemo. Ker to se že zelo povezuje z naslednjo stvarjo, ki govori o identiteti. Ko ti starš na smrtni postelji reče: oprosti, nisem zanalašč, nisem znal drugače. Ali pa nikoli ti nisem znala povedati, koliko si fajn, ali pa koliko te imam rada. Take vsebine v bistvu prav spremenijo tega bližnjega, ki to sliši, tukaj noter. Identiteta ni več druga. Poznam več primerov, ko so rekli, čas je tekel do smrti tega bližnjega in od takrat naprej, kot pred Kristusom pa po Kristusu. Ampak tudi tako je, ko nekoga od bližnjega zgubimo. In ko se zgodi smrt, ko ti je ta bližnji povedal nekaj, kar je prispevalo k izgrajevanju tvojega notranjega jedra, nikoli nisi več isti. Drug odhajaš, zato se nas smrt spremeni in res dotakne. In res spremeni, no, ni to tako, da pozabiš v 3 dneh. Ker si ti drug po tej izkušnji lahko. Ni nujno vedno samo čakati, da nekdo drug izreče, lahko tudi mi izrečemo. Sploh, če vidiš, da umirajoči ne zmore več reči. Duhovnost pa vera so tudi take močne teme, kjer je čas, da se pogovarjamo o posmrtnem življenju, koga bodo še srečali tam, kdaj se bomo skupaj videli, da pride duhovnik zraven, da se spoved opravi.
Lahko so pogovori povezani čisto z vsakdanjimi stvarmi, kje so vnuki, kdaj bomo sadili krompir, kakšno bo vreme jeseni in tako naprej. Potem imamo pa eno točko, ki je pa malo bolj posebna, in sicer zahteven pogovor o medsebojnih odnosih. Ta je pa malo težja, a ne? Ker ljudje nosimo za sabo, sploh če se poslavljamo od nekoga, ki je bil, 60 let z nami, če izgubljamo recimo starša pri 60, veste, kolikšen del življenja je integriran v nas, z njim in te navezanosti, ampak v vseh teh letih ljudje nosimo ogromno občutkov ali pa enih izkušenj, krivic, nepoštenosti, bolečin, in sploh tam, kjer ljudje niso imeli prej dobre navezanosti med sabo ali pa dobre povezave, se to tudi v trenutkih umiranja lahko vidi in se prav čuti, tako vstopiš v prostor in kot da bi rezal ta zrak. Ena teža ostaja, stvari niso ubesedene, umirajoči se ne more posloviti, ta ne more biti zraven ali pa trpi in tako naprej. Vedno pride v teh trenutkih ven, vse te bolečine, neizrečene, krivica, ampak te situacije vedno pridejo z enim namenom. Tako kot smo prej rekli, če si živ, ni še prepozen. Še lahko izrečeš, še lahko pokažeš. Take situacije v bistvu nam dajo največjo možnost za spremembo in za rast. In 2 koraka se mi zdita tukaj najbolj ključna. Zdaj, če gledamo bližnjega ob tem umirajočem, je, da pride v stik s to žalostjo, da lahko obžaluje vse tisto, česar mu ni uspelo narediti in ni uspel povedati in je narobe naredil. V takih trenutkih v bistvu smo povabljeni k temu, da odpustimo sebi. Ker s to težo bomo tudi težko žalovali in živeli naprej. In nič dobrega tudi temu umirajočemu ne bomo naredili, s tem, ko sebi nam moramo odpustiti in smo do sebe kruti. To je čas, da se tudi sebi odpustimo, da smo prizanesljivi tudi do sebe. Naslednji korak pa je, da odpustimo. Zdaj, včasih zmore umirajoči še reči oprosti, včasih pa ne. Kot smo prej rekli, pa je trenutek, da samo sprejmemo, da ene stvari ne bojo nikoli ubesedene. Če pa so, smo pa odgovorni k temu ali pa povabljeni, bom rekla, k temu, da res odpustimo. Odpuščanje ni namenjeno samo temu, da v bistvu, da pol bolj korajžen greš naprej, pa rečeš, evo, zdaj sem pa frej, zdaj sem pa končno, se mi je nekdo opravičil, rekel, celo življenje smo te tlačili, oprosti, zdaj grem pa jaz korajžen naprej, razvijem iniciativo, sem drug človek v življenju, ampak odpuščanje je povezano zlasti s tem tudi, da razviješ eno sočutje do tistega, ki te je prizadel. Ker ko človek umira, nam je težko, ampak pol, ko ga ni več med nami, pa še pridejo občutki ene jeze pa zamere. In pravo odpuščanje ima to dvojno vlogo, kot sem rekla, da greš ti krepak naprej in hkrati v enem sočutju živiš v odnosu do tega človeka, ki te zapušča oziroma te je zapustil. Kaj narediti, da bomo lahko enkrat vsi prišli do te lepe smrti? Zdaj moramo živeti, Zdaj se moramo pripraviti na to, da sprejmemo svojo umrljivost, da se pripravljamo na novo življenjsko obdobje, da spustimo ljudi blizu k sebi, da smo radovedni, odprti, da si poiščemo ljudi v svoji bližini, ki jih imamo radi, da živimo in hkrati izpuščamo stvari iz rok. Na sabo bomo nesli samo tiste vezi nevidne, čisto nič drugega, Zelo pomembna stvar je za nas, ki smo še tako delovno aktivni, da najdemo eno ravnovesje med tem, koliko delamo, bom rekla, v službi za denar, koliko pa enih stvari, ki imajo en globlji smisel. Ker na smrtni postelji mislim, da ne bomo razmišljali o nadurah, ampak o tem, kje smo se koga dotaknili in bi radi pustili svoje sled v življenju. In je res ključno, da svojo prihodnost napolnimo z enim smislom, vero, pa da vse, kar počnemo, delamo z ljubeznijo. S temi mislimi tudi zaključujemo današnjo oddajo Srečanja, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Slišali ste nekatera razmišljanja, predavanja iz posveta, ki ga je pripravila Slovenska Karitas na temo paliativne in hospicoskrbe pri nas. Vsak od nas bo doživel enkrat zadnje obdobje življenja ali pa njegovi svojci. Zato je še kako pomembno, da se na to obdobje dobro pripravimo. Želim vam lepe dni, ki so pred nami, in tudi lepo praznovanje praznika vseh svetih. Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjistce.si.